Osrednja občinska prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku v Litiji je zabrisala meje ter ustvarjalce in publiko povezala v enem skupnem krogu. Nastopajoči so se povezali s publiko in nastopili kar v dvorani, ki je običajno rezervirana izključno za obiskovalce. Priča smo bili sodelovanju vseh generacij in stilov, v dokaz, da prav v medsebojnem povezovanju leži bistvo naše kulturne zavesti. Nekomu moraš, je kot kruh, kot požirek vode. Kultura nas je bogatila, kultura nas je utrdila in kultura nas je ohranila. Kot narod, kot družbo, kot državo. Zagotovo smo ena redkih, mogoče celo ena edinih držav v svetu, ko praznujemo kulturni praznik kot državni praznik. Tega so se že zdavnaj zavedali že generacije pred nami. Zakaj? Prav zato, ker smo stali in obstali. Danes smo se zbrali v krogu, malo tudi silom razmer. Ampak prepričan sem, da je ta zbor zelo domač, zelo pristan in da ne narekuje to, kar si seveda ob 100-letnici te kulturne dvorane vsi skupaj zelo želimo. Urejeno in moderno kulturno dvorano. To tudi nastaja. Nastajajo projekti, ki bodo v bližnji prihodnosti že predstavljeni javnosti in prepričan sem, da bomo najkasneje v 2 letih imeli moderno, urejeno kulturno dvorano tudi v Litiji. To si kultura v Litiji tudi zasluži. Osrednja govornica pa je bila Helena Fojkar Zupančič. Kaj je tisto, zaradi česa toliko ljudi v petje vlaga svoj čas? Prepričana sem, da človek v svojem bistvu hrepeni po lepem, po skladnosti in po povezovanju z drugimi ljudmi. In če sem kaj dojela, sem dojela, da glas v zboru ni prvo orodje. Prvo orodje je uho. In če hočem dobro peti, moram dobro poslušati. Naučila sem se, da zbor dobro zazveni šele takrat, ko se pevci naučimo medsebojnega poslušanja in prilagajanja. Ko govorim o zboru, govorim o skupnosti. Petje v zboru ima tudi pomembne socialne učinke. Omogoča druženje, pripadnost, podporo skupine in kakovostno preživljanje prostega časa. In ne le to, človek v skupini, v kateri je sprejet, krepi občutek samozavesti in lastne vrednosti. In zavedanje, da je majhen, a pomemben delček večje celote. To je bil večer, ki je obiskovalcem ostal v spominu po izjemnem, povezujočem kulturnem dogodku, ki je potisnil veter v jadra ustvarjalcem in spremljevalcem kulture v širšem lokalnem okolju.